Pozdravljeni, moje ime je Črt Poglajen, sem vodja Inštituta za študije prekariata in urednik spletne strani Skozi oči prekariata. Dejstvo, da smo se danes zbrali v tolikšnem številu kljub rani uri in kljub temu, da prihajamo iz vse Slovenije, ne zgolj iz Ljubljane in okolice, govori o tem, da je prekarnost v bistvu resen problem in da je široka javna sfera tako tudi razume. Prekarnost je dejansko sistemski problem. Zaradi nje trpi celotna socialna država z vsemi podsistemi. Pokojninskim, zdravstvenim, socialnim in tudi v bistvu javne finance trpijo zaradi nje že zdaj. V prihodnosti bo pa to še precej hujše, če se ne bomo problema lotili in sicer celovito in takoj. Organizatorji dogodka smo Inštitut za študije prekariata, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije in pa Gibanje za družbeno odgovornost. V imenu inštituta lahko rečem, da prekarnost v bistvu proučujemo že več let. V zadnjem letu in pol smo pa izdali pravzaprav 3 zbornike. Zadnjega od njih, najnovejšega, predstavljamo danes. V njem so intervjuji z različnimi posamezniki, je pa največji poudarek na politiki in na političnih voditeljih. Poleg teh zbornikov, in ga lahko si tudi ogledate po koncu dogodka, sicer pa poleg zbornikov pripravljamo tudi velike dogodke, simpozije in okrogle mize, pri čemer bi posebej poudaril okroglo mizo, ki smo imeli pred 2 tednoma na Ekonomski fakulteti. Ekonomska fakulteta je bila soorganizatorica in gostiteljica, tudi pripravlja je zbornik, ki je pred vami. Je pa zelo zanimivo to, da so bili navzoči člani socialnega dialoga, se pravi minister za gospodarstvo, ministrica za delo, predsednica Zveze svobodnih sindikatov in generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije. In zanimalo nas je, kako v bistvu socialni partnerji gledajo na prekarnost in kako ocenjujejo njen obseg. In razlike v bistvu so zelo povedne. Če država ocenjuje, da je prekarnih od 13 do 15% delovno aktivnega prebivalstva, potem stroka ocenjuje, da je 32%, civilna družba 42%, da smo pa na realnih tleh, oziroma da se vidi, kakšna je razlika, pa Gospodarska zbornica oziroma njena generalna direktorica ocenjuje, da je prekarcev med delovno aktivnimi od 1,5% do 2,5%. Se pravi, marginalen in zanemarljiv del. Torej, današnja okrogla miza bo nadaljevanje omenjene okrogle mize oziroma njena nadgradnja. V tem trenutku pa prosim v bistvu soorganizatorje oziroma njihove predstavnike, da se mi pridružijo in da povejo, kako sami gledajo na prekarnost in na ukrepe, ki so s prekarnostjo povezani. Spoštovani obiskovalci današnjega dogodka, spoštovani predsedniki strank, poslanci, pozdravljeni v drugem domu slovenskega parlamenta. Naj ob tem kot predstavnica delojemalcev v Državnem svetu izkoristim še to priložnost, da vas pozdravim v imenu Državnega sveta, ki je večkrat organizator takih in podobnih dogodkov civilne družbe in prav je, da je Državni svet zato seveda tudi odprt. Prekarnost je gotovo pojem, ki je po večletnih aktivnostih različnih družbenih skupin in sindikatov v zadnjem času dobil obraze in se iz obrobja postavlja v središče problematiziranja vedno večjega števila ključnih akterjev te družbe. Prekarnosti ni mogoče več zanikati ali je ignorirati, je tu med nami v različnih prepoznavnih oblikah. Pred nami so volitve in nova priložnost političnih strank, da na tem področju dorečajo svoje volilne programe in svoja videnja nedvomno razraščajočega se problema.
Danes je priložnost, da skušamo vsi skupaj ponovno ozavestiti pojem prekarnosti in predstaviti svoja stališča do tega problema. ZSSS že leta opozarja na razraščajoče oblike nestandardnih, manj varnih oblik dela. Začelo se je s pojavom razraščanja agencijskega in študentskega dela pred krizo, nadaljevalo z neprostovoljnim SP-jevstvem, civilnimi pogodbami, širi se v obliki izvajanja zunanjih storitev, posrednega najemanja delovne sile, delo na črno pa je tako sodi v popolnoma sivo cono trga dela. Določeni predlogi so našli mesto v zakonu o delovnih razmerjih, na določena opozorila so reakcije mlačne ali pa jih sploh ni. Namen današnjega posveta je seznanitev z razmišljanji in opredelitvami političnih strank do tako perečega problema. Zato me seveda v prvi vrsti zanima, kdo je po mnenju današnje publike prekarec, ali so takšne oblike dela dovoljene in kako jih bodo politične stranke v naslednjem mandatnem obdobju urejale. V zvezi z razpravami o prekarnem delu se pogosto srečujemo tudi s pojmom fleksibilnosti. Zato me zanima, kako si fleksibilnost predstavljajo današnji sogovorniki, kaj je vsebina fleksibilnosti in kakšen je odnos do fleksibilnosti trga dela. Zanima me tudi, kako se ocenjuje vpliv prekarnosti na družbo kot celoto. Črt je že prej omenil, da pravzaprav prekarnost vpliva na vse sfere družbenega življenja, tudi na blagajne, tudi na proračun, če hočemo, države Slovenije. Hkrati bi želela pa opozoriti še na drugi del. Res je današnja tematika prekarnost, zato se bomo temu posvetili nekoliko bolj ali pa v celoti. Na drugi strani je seveda še 800 000 zaposlenih, o katerih pravicah je pa tudi potrebno spregovoriti, verjamem, da bolj natančno po kakšni drugi priložnosti. Hkrati pohvale prvemu organizatorju in Inštitutu za delavske študije. Mislim, da so vsi trije zborniki izjemno kvalitetno branje in podlaga za tako nadaljnje strokovno delo, pa tudi seznanjene s tematiko, ki jo marsikdo slabo pozna. Hvala lepa, k besedi vabim še drugega svetnika in današnjega soorganizatorja Braneta Štruklja. Izvoli. Hvala lepa za besedo, spoštovani kandidati in kandidatki, lepo pozdravljeni, gospe in gospodje, lepo pozdravljeni tudi vsi ostali. V imenu Konfederacije sindikatov javnega sektorja tudi govorim. Torej, za mene je izoblikovanje socialne države, zlasti po drugi svetovni vojni v Evropi kot posledice trdih delavskih bojev, ena ključnih civilizacijskih pridobitev in eden največjih prispevkov Evrope k naši civilizaciji. Razraščanje prekarnosti v zadnjem obdobju jasno, da kaže na poraz tega sistema socialne države in socialno-tržnega gospodarstva in zmago, če schematiziram do konca, neoliberalne ideologije, ki pomeni vračanje nazaj v preteklost in izgubo nekaterih ključnih pravic, ki so bile tako rekoč zagotovljene celotnemu delavstvu. To je nepredvidljivost, strah, izsiljevanje, nezmožnost uveljavljanja tudi elementarnih pravic in jasno je, da se gibljemo po tej poti nazaj. To je najbolj brutalen dokaz temu, da je sistem, ki je bil vzpostavljen po drugi svetovni vojni v Evropi, na nek način v razpadanju. Sindikati imamo z artikulacijo interesov prekarnih delavk in delavcev velike težave, tega ne strinjamo. Nekaj razlogov je seveda so zlasti v naši organizaciji,
Mi smo bili zadnjih 50-60 let in smo tudi tako ustrojeni, princip mišljenja imamo takega in organiziranja, navajeni pridobivati pravice delavcev, utrjevati pravice in izboljševati položaj. Presenetila nas je ta izjemen korak nazaj, ki ga je pripeljala ta del neoliberalne agende, ki se kaže v prekarnem delu. Jasno pa je, da so pa obtožbe o tem, da naj bi bili sindikati odgovorni za to, da se prekariat širi, pa seveda povsem deplasirane in jih praviloma širijo tisti, ki pravijo, da so sindikati itak del ostalina preteklosti, ki jo je treba izkoreniniti. Zdaj, poskusov je bilo nekaj, ali od tega, da se jih organizira posebej, da se jih priključi. En poskus je recimo tak dvoživka delavska pisarna, ki recimo poskuša združevati tako neke principe sindikatov kot civilne družbe. Treba je vsakič znova poskušati in seveda najti pravo rešitev. Vendar predlagam sledeče in tudi prosim kandidate, da se opredelijo. Predlagam, da v Sloveniji Konfederacije sindikatov predložimo naslednji vladi socialni sporazum, ki bo artikuliral položaj prekarnih delavcev v naši državi, s tem, da se jih čim bolj, če ne takoj, da se namreč legitimnost prekarnega dela odpravi, kajti moj argument je, da je bistveno bolj učinkovito kot organizirati prekarno delo, je preprosto mu vzeti legitimnost družbeno in seveda tukaj je po moje bistven korak, zato predlagam socialni sporazum, ki bi eksplicitno opredelil položaj prekarnega dela in ga približal v največji možni meri stališča sindikatov gledano zaposlenim, ki so v normalnih delovnih razmerih. To je eno. In drugo, ker je priložnost za odpravljanje tipično vzhodnoevropskih predsodkov, kar se tiče sindikatov, ki smo brez barve, vonja in okusa, da se povežemo s tistimi političnimi silami in strankami, ki enako mislijo, kar se tiče prekarnosti, da je nelegitimna in s civilno družbo in poskušamo ta pojav odpraviti. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj, spoštovani predsedniki, predsednica. Hvala, da ste si vzeli nekaj od svojega dragocenega časa za temo, ki je predmet današnje obravnave, prekarnost. Jaz sem tu v imenu Gibanja za družbeno odgovornost. Mnogi ne veste za to gibanje, lansko leto je bilo ustanovljeno, podpira ga tam blizu 150 slovenskih intelektualcev, združen pretežno iz visokošolske pa tudi raziskovalne dejavnosti in gospodarstva. To gibanje odpira razmislek o tistih vprašanjih, ki so temeljna za družbo, za ljudi, so pa večkrat zanemarjena ali pa se ne postavljajo v ospredje in prekarnost zagotovo je nekaj časa bilo takšno vprašanje, sedaj v zadnjem obdobju tudi po zaslugi našega Črta, ki je odločilno prispeval k organizaciji današnjega dogodka, prihaja ta tema v ospredje. Mimogrede, družbena odgovornost ni izmislek slovenskih intelektualcev, družbena odgovornost je celo mednarodno urejen standard, celo ISO 26000 ga ureja, pa tudi mnogi drugi globalni dokumenti. Gre v bistvu za odgovornost za vplive na družbo, odgovornost za vplive na ljudi in na naravne pogoje. Naše gibanje je postavilo 10 zahtev, z njimi seznanilo javnost in oblast in tretja od teh zahtev se nanaša na družbeno odgovornost do dela, takole pravi družbena odgovornost do dela in do delavcev, s čimer razumemo dostojno plačilo za delo, odpravo prekarnega dela, vrnitev in to brezpravnega prekarnega dela, o tem nekoliko kasneje več, vrnitev družbene veljave delu, vzpostavitev korporacijskih pravic iz dela in vzpostavitev
teh pravic kot človekovih pravic. Družbena odgovornost je po našem prepričanju temeljni vzvod demokracije. To ni nekakšno podružbljanje odgovornosti, ampak gre za povsem individualno osebno odgovornost po načelu. Večja so pooblastila, večja je politična ali kapitalska moč, večja je odgovornost. Mi smo mnenja, da vsakokratni standard družbene odgovornosti oziroma raven te odgovornosti ustreza stopnji civilizacijskega oziroma demokratičnega napredka. No in stopnja družbene odgovornosti se meri tudi po tem, kako je družba sposobna, kako je tudi pripravljena premagovati premoženjske in dohodkovne ter s tem družbene neenakosti, ki po našem prepričanju izvirajo iz izkoriščanja dela v prid kapitala. In kako je družba sposobna udejanjati človekove pravice in dostojanstvo tudi v razmerjih med delom in kapitalom. Naj vas spomnim na tale globalni trend, ki ga črpam po podatkih OECD-ja in Svetovnega gospodarskega foruma. Zagotovo ste slišali o 1% najbogatejših na svetu, ki ima več kot pa je preostalo človeštvo, lastnik svetovnega bogatstva. Lansko leto 8, letos 42 ljudi ima več kot 3,7 milijarde ljudi. Skratka, dohodkovna premoženjska neenakost zagotovo je globalni problem. V Sloveniji nekoliko manjši, primerjalno gledano, vendar to, kar želim posebej izpostaviti, je, da ob nespremenjenih družbeno-ekonomskih okvirih tudi Sloveniji preti nevarnost, da se bo družbena neenakost začela strmo povečevati. In še tole črpam iz mednarodnih podatkov, število prekarnih, ki se različno tudi definirajo, ali začasne ali negotove zaposlitve, v zadnjih 10 letih v svetu in tudi v Sloveniji narašča hitreje kot pa število zaposlenih sicer, oziroma kot stopnje zaposlenosti. Prekarni delavci imajo nižje plače, imajo manj pravic, imajo manj dostopa do socialnega varstva, večja je verjetnost, da bodo na teh mestih ranljive skupine, mladi, ženske, starejši zaposleni. Po podatkih našega statističnega urada velja, da je delež prekarnih in začasnih zaposlitev v obdobju od 8 do 12 znatno narastel v Sloveniji in je precej nad povprečjem Evropske unije. Še posebej so pogoste med mladimi ženskami in nizko izobraženimi deli populacije. Slovenija, kot pravim, se uvršča med države z najvišjim deležem, tako prekarnih kot tudi začasnih zaposlitev. Slovenija je v vrhu tudi po agencijskem zaposlovanju, kamor so vključeni tudi študentski servisi, in po vseh, torej po deležu pri vseh starostnih skupinah Slovenija presega povprečje Evropske unije. Tukaj pred sabo imam en graf, kjer je 5 vrhnih držav od 28, med temi 5 je Slovenija po stopnji prekarnosti. Na prvem mestu je Hrvaška, sledi Francija, Španija, potem pa mi in Poljska v samem vrhu po stopnji prekarnosti. Tu naj povem, da je eden od velikih problemov, ki čaka ne samo prihodnjo vlado, ampak se mi zdi, da tudi Evropsko unijo, opredelitev prekarnosti in korektno statistično spremljanje prekarnosti in ukrepanje na podlagi enotne pravne opredelitve. Te tudi naša zakonodaja nima in to je ena od točk preloma, kakorkoli se bomo tega problema že lotili. Tudi kar zadeva agencijskega dela, želim dodati, da je Slovenija visoko nad evropskim povprečjem, v bistvu je njen odstotek agencijskega dela 2-krat večji, kot pa je povprečje Evropske unije. Naše gibanje je analiziralo volilne programe 8 političnih strank po kriteriju naših 10 zahtev. Ta analiza še sledi in jo bomo predstavili v naslednjem tednu, je zelo zanimiva. Danes pa bom predstavil zelo na kratko en ozek segment pogleda na programe političnih strank in to je
na to, kako politične stranke opredeljujejo, kako se opredeljujejo do prekarnosti. Zanimivo, lahko bi razvrstili stranke v dve skupini. Prva je skupina 4, ki se opredeljujejo, druga, ki se sploh ne opredeljujejo. Če grem po abecednem vrstnem redu, Levica ima čvrsto opredelitev proti prekarnosti in dodaja izkoriščevalskim delovnim pogojem, v bistvu edina stranka, ki delo opredeljuje z vidika izkoriščevalstva oziroma izkoriščenosti v razmerju do kapitala. Govori tudi o razmerjih neenakosti in o konfliktu med delom in kapitalom. Lista Marjana Šarca prav tako se opredeljuje do omejevanja prekarnih, govori izrecno uporablja glagol omejevanje prekarnih in drugih oblik nestabilnega delovnega razmerja, to dodaja. Socialdemokrati se trdno opredeljujejo za zmanjšanje prekarnosti in dodajajo predvsem mladih s hkratnim zvišanjem deleža zaposlenih po pogodbah za nedoločen čas. In tudi SMC govori o zmanjšanju prekarnih zaposlitev. Dodaja pa ustanovitev zadruge za prekarne delavce, preprečevanje in kaznovanje zlorab delovnopravne zakonodaje, kamor sodi brezpravna prekarnost z poostrenim nadzorom. Druga skupina stranke Desus, NSI, SDSS in zavezništvo oziroma stranka Alenke Bratušek o prekarnosti ne govorijo, saj mi nismo našli opredelitev v tej zvezi. Rekel bi tole, da je zanimivo niansiranje pri strankah glede opredeljevanja zoper prekarnost. Ena govori o omejevanju, drugi dve govorita o zmanjšanju. Nobena pa ne govori o odpravi in to je vprašanje, ki je zelo zanimivo tudi za strokovno razpravo in za tudi nadaljnje politično opredeljevanje do tega vprašanja. Namreč del prekarnosti po teh naziranjih se šteje kot legitimen in kot, kako bi rekel, ukrep gospodarne, razumne politike na trgu dela. No, mi imamo tu nekoliko drugačno mnenje, ga bom kasneje predstavil. Dejstvo pa je, da v Sloveniji prekarnost ni bila zaznana dovolj zgodaj in se tudi ni ustrezno ukrepalo. Vse dosedanje vlade so v bistvu ta vzorni kop trga dela na nek način spregledale, ga niso zaznale, zato Slovenija danes nima zakonske opredelitve in tudi ne prepovedi brezpravne prekarnosti, ker šteje prekarnost v enem delu za, kot sem rekel, legitimno, v drugem delu pa, in ne pa vsem jasno, v katerem pa za brezpravno. Mimogrede, Slovenija tudi nima državnega programa družbene odgovornosti, mislim, da je med 2 ali 3 državami 28-terici, ki to še ni uspelo, kljub direktivi oziroma priporočilu Evropske unije. Slovenija tudi še ni prilagodila korporacijske zakonodaje na področjih, ki bi ublažili pogoje prekarnosti, mislim predvsem na odgovornost deležnikom, mislim na delavske korporacije, na deležniške korporacije, na udeležbo na dobičku in podobne stvari, delavske odkupe podjetij. Vsega tega v Sloveniji v bistvu ni uspelo na resen način, če izamem zakon o udeležbi na dobičku iz leta davno nazaj, ki pa ni preveč učinkovit. Kot izhodišče za razrešitev tega vprašanja je zagotovo stanje, ki po našem prepričanju ga lahko opredelimo takole. Slovenija prevladuje državni kapitalizem s pretežnim delom gospodarstva in vseh javnih služb pod večinskim lastniškim in regulatornim nadzorom države. Povečana gospodarska rast se pretežno usmerja v dobičke nosilcev kapitala, manj v prihodke od dela. Jasno je, vedno znova slišimo podatke, da profiti in sploh prihodki rastejo bistveno hitrejše, kot rastejo plače. In zato smo mi mnenja, da je izzive socialno pravične družbe potrebno vanje posegati oziroma na njih odgovarjati tudi v posegane razmerje med delom in kapitalom.
V Evropski uniji vidimo naslednje, 2 minutke še pa bom končal, naslednje obraze prekarnosti, tudi zelo neenoten pogled in zaradi tega je statistika v bistvu ne preveč relevantna oziroma daje samo določene aspekte prekarnosti. Navaja se naslednje kot visoko tveganje pri zaposlovanju, neprostovoljno delo za določen čas, samozaposlitev brez zaposlenih, mišljeno je na SP-je, začasno agencijsko delo, napotitve vseh vrst, lažno samozaposlovanje, tako imenovani outsourcing, pripravništva različnih vrst, neformalna in neprijavljena dela in pa tako imenovane nove oblike dela, ki se skokovito razraščajo in imajo zelo različne obraze kot tako imenovane pogodbe o nič urah, zaposlovanje množic, delo, ki izhaja iz digitalizacije in tako naprej in tako naprej. Verjetno je naša naloga, in s tem zaključujem, prekarnost zakonsko opredeliti. Če izhajamo iz sedanjega sistema ZDR-ja, bi verjetno morali opredeliti najprej tisto nedovoljeno prekarnost, ko gre za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, pa gre za kršitve oziroma neskladnosti te pogodbe z zakonom, in pa tiste seveda, ko ni sklenjena pogodba o zaposlitvi, ko gre za delo na črno, neprijavljeno delo, ker bi pogodba morala biti sklenjena, potem pa različne oblike tako imenovanega nezaželenega sklepanja za določen čas ali za krajši čas, pa pogodbena razmerja, ko gre za SP-je brez zaposlenih oziroma ko nekdanji delodajalec je edini naročnik in zagotovo tudi neprostovoljno agencijsko delo. Mislim, da bi moral zakon opredeliti, katero začasno in občasno delo šteje kot prekarno in ga prepovedati in ne zgolj omejevati oziroma preprečevati. Toliko, hvala lepa. Hvala soorganizatorjem za te besede.